Mislim, da Slovenci smo lahko ponosni na Trubarja, zaradi tega, ker je on pravzaprav prvič je, če lahko mečkam z malo pretiravanja rečem, on sploh ustanovil Slovence s svojim knjižnim programom, s svojim jezikovnim programom, s tem, kako je jezik ločil od hrvaščine. Ampak obenem nas je pa lansiral on in potem njegovi sodelavci nas je lansiral v središče Evrope takrat in postavil slovenščino in slovenski jezik na nivo drugih velikih evropskih jezikov. In tudi recimo, tukaj to se lepo vidi v raznih večjezičnih izdajah, kjer imaš recimo Biblijo, imaš v nemščini, italijanščini, pa v slovenščini. In slovenščina je predstavnica slovanskih jezikov. Podobno je s slovarjem. Tako da to je ena od velikih dosežkov Trubarja in njegovih sodelavcev. Slovenci smo v bistvu lahko ponosni, da smo na samem začetku, torej formiranja slovenskega naroda, imeli človeka, ki nam je pokazal in dokazal, da imamo svoj izraz, da imamo jezik, v katerem se lahko recimo takrat, če damen to prevede svetopismo, da se prevede Božja beseda in da je prevod Biblije, ki potem sledi v dobi reformacije, pravzaprav takrat najvišje možno kulturno dejanje. In da v bistvu s Trubarjem in ostalimi reformatorji na Slovenskem mi stopimo v štric ostalih razvitih narodov. Torej lahko rečemo, da od takrat smo del civiliziranega sveta. Je oseba, katera je imela neverjetno priložnost in tudi izkoristila je sposobnost, da je po eni strani bil v stiku z najvišjimi voditelji v Evropi v tistem času in tudi reformacije. V istem trenutku je pa ta isti Trubar, ki se je dopisoval z vsemi temi pomembnimi ljudmi, ni ostal tam v oblakih nekje in skrit in varovan z, ne vem, mogoče svojimi možmi, ampak je šel čez ulico, čez cesto in pomagal babici na vrtu in bolnim, ki so trpeli zaradi kuge. Zagotovo je veliko razlogov, da bi lahko bili. Eni so, eni mogoče manj. Mislim, da predvsem to, da je Trubar postavil Slovence ob bok vsem ostalim velikim narodom. Nismo bili nič manj vredni ali pomembni kot Nemci ali drugi veliki narodi. Bil je samozavesten, nikoli ni omenjal, ja, nas je malo Slovencev ali kaj čemo mi tam, tako da se danes velikokrat pravi to, citira majhna Slovenija, malo nas je. Je bil res v tej samozavestni drži in tudi zaradi njega smo dobili Dalmatinovo Biblijo, namreč je podpiral Dalmatina finančno, seveda moralno v vseh pogledih, mu omogočil, da se je izobrazil, pač v njem prepoznal kot talent nadarjenega mladega moža in smo zaradi njega Slovence dobili kot 10. ali 12. narod celotno Biblijo v svojem jeziku, to se večina Slovencev ne zaveda. Pač v množici toliko jezikov, kot je, več tisoč, smo Slovenci bili 10. ali 12. narod, da smo dobili Biblijo, celotno Biblijo v eni knjigi v svojem jeziku.